bralke, spoštovani bralci, sem Božena Kolman Finžgar, direktorica knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Sem strastna bralka in veliko berem. Berem tako slovenske avtorje kot tuje avtorje, tako leposlovje kot strokovna dela. Berem različne žanre, ta trenutek so mi zelo všeč biografije. Berem pa tudi kriminalke, dramatiko, poezijo in v vseh žanrih uživam. Ta trenutek sicer berem biografijo Janje Milčinski o njenem možu Franu Milčinskemu. Rada bi vas pa opozorila na tole knjigo Showdown, Barjanski otrok, založba Zala. Knjiga Barjanski otrok je knjiga, ki bi jo po vseh pravilih zgrešila, kajti uvrščena je med mladinsko literaturo. Vendar smo jo uvrstili v bralno akcijo spodbujanja branja Ta veseli knjižni svet. Vsako leto, zdaj že 11. leto poteka ta akcija in vsako leto izberemo res dobre knjige in jih predlagamo bralcem. Namreč Barjanski otrok sodi v tako imenovano medgeneracijsko branje, torej v tisti svet literature, ki ga berejo tako starejši najstniki kot tudi odrasli. Poleg tega je ta knjiga dobila tudi priznanje Zlata hruška. To je priznanje za res kvalitetne knjige z področja mladinske literature. Poleg tega sem bila na Irskem, tudi v enem izmed zaporov, kjer se dogaja ta zgodba. In pa uvrstila sem jo v bralni klub, torej smo se o njej pogovarjali zelo veliko. In vse to me je zelo pritegnilo k branju te knjige. Pa mogoče še nekaj. Prevedla jo je Tina Mahkota. In Tina Mahkota ima dobre prevode. Kaj je dober prevod? To je prevod, ker te prav ničesar ne zmoti in knjigo gladko prebereš. O čem govori Barjanski otrok? Knjiga nas postavi v leto 1981 na Severno Irsko, kjer so hudi boji, politični boji, teroristični napade Ire in na drugi strani neomajna volja Margaret Thatcher. Politični zaporniki, ki jim tega statusa ne priznajo, obravnavajo jih kot navadne kriminalce, politično stavkajo, pravzaprav gladovno stavkajo in nekateri umrejo. Vso to zgodbo je postavljena tudi zgodba glavnega junaka, 18-letnega fanta, katerega glavna skrb so sicer izpiti, da bo lahko odšel študirati medicino in torej odšel od doma. Vendar ga vsa kruta realnost močno zaznamuje in usodno vpliva na njegovo življenjsko pot. Vabim vas, da preberete to knjigo. Sicer se res dogaja leta 1981 z nemiri na Irskem. Vedno smo si želeli, da je to del zgodovine, vendar nemiri na Irskem se ponavljajo. Iskreno upamo, da se v taki obliki ne bodo ponovili nikoli več.